Konjereja je v primerjavi z drugimi panogami živinoreje neenakopravno obravnavana že desetletje, meni Mihelčič, ki je tudi sam rejec konj. To je od pregleda kobil, označevanja žrebet. To so vse veliki stroški. Mi plačujemo po nekaj 100 evrov, ste slišali, za posamezne posege. Na drugi strani pa recimo za registracijo goveda je pa 1 evro. Veliko pripomb na razmere v konjereji so nanizali tudi na seji prisotni predstavniki Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme. Od prestrogega zdravstvenega nadzora do neustreznih administrativnih postopkov. Tukaj so težave prisotne že kar nekaj let, je pa sedaj zelo dober čas, da se te težave začnejo reševati, zato ker smo pred novim programskim obdobjem 2014-2020. Zato se bomo o tej problematiki pogovarjali tudi na seji pristojnega odbora Državnega zbora, dodaja Židan, prepričan, da mora konjereja, s katero se ukvarjajo na 10% slovenskih kmetij, dobiti večjo veljavo v novi kmetijski politiki. Razlog je preprosti, zato ker v tem trenutku pa predstavniki rejcev konj so že zelo jasno izoblikovali, kaj želijo. Tudi občutek, da so enotni, kadar vedo, kadar so enotni, je potem cilje bistveno lažje doseči. Tako da bo, po mojem, uspeh bo. V to pa ni tako prepričan državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik, ki meni, da bo tudi z novimi ukrepi težko zadostiti pričakovanjem rejcev konj. Mi se bomo v zvezi s tem pogovarjali še naprej in pri oblikovanju nove politike po letu 2014 v kar v največji možni meri poskusili upoštevati tudi ta pričakovanja. Jaz bi rekel, da je to vse že slišano. Morda pa se bo kaj premaknilo po obravnavi te problematike na odboru Državnega zbora za kmetijstvo in okolje, dodaja Mihelčič.